Dobrodošli, dobrodošli, lepo pozdravljeni, spet smo skupaj in danes imamo pomembno temo in to je v bistvu moja tema, nekaj, s čemer se ukvarjam že zadnjih 10-12 let. Torej, kako pozdraviti travme iz preteklosti. Včasih se ljudje počutimo kot zlomljene skodelice, poškrbljene, polomljene, počene in to je zato, ker pač smo padli na tla, ne? Življenje nam je zadalo neke udarce, življenje nas je preizkušalo in vse to se je nekako naložilo v nas in vse to je postalo del nas in vse to breme nosimo s sabo. Ampak danes vam želim povedati, zakaj je pomembno, kdaj sploh se lotimo svojih travm čistiti in zakaj je to pomembno. Če imate kakšen komentar, lahko mi pišete, lahko me vprašate, komentirate, čeprav je tema, ki je malo bolj delikatna in Slovenci smo tu posebej še malo bolj nam je nerodno, se skrivamo, ker mislimo, da sem samo jaz tisti, ki imam te stiske, v bistvu smo vsi na istem, vsi smo na istem, vsi imamo iste občutke, vsi imamo slabe izkušnje iz preteklosti, vsi nosimo v sebi strahove, vsi nosimo v sebi žalosti, vsi nosimo v sebi tudi kako jezo, zamere. Vse to je del življenja in ne glede na to, na kakšni poziciji smo v življenju, ali smo, katerikoli poklic imamo, katerokoli starost imamo, to je tisto, kar je pač postalo del nas in kar nas spremlja čez življenje. In kadar je teh travm veliko, kadar se naberejo tekom let, se nam zgodi, da se to preprosto pač preveč nalaga v nas. In dokler je tega še malo, nam to še nima nekega konkretnega vpliva na nas. Ko da to nekako skrijemo, spravimo, funkcioniramo. Ko je pa tega preveč, kadar to čutimo v smislu, da postajamo velikokrat razdražljivi, da je veliko žalosti v nas, veliko nemira, veliko vsega tega negativnega, kadar se vse to dogaja, takrat je pa fino, da se lotimo teh stvari in da te občutke malo uredimo, razdelamo in spreminjamo. In to je, pa bodo ljudje rekli, veste kaj mi včasih rečejo, pa to sem jaz že zdavnaj predelala, pa to je že zdavnaj mimo. Res je, lahko je od tega minilo 10 let, lahko je minilo 20 let, lahko je minilo še več let. In dokler to se ne odpre, sploh pač v bistvu nas ne moti. Kadar nas pa začne motiti, je pa pomembno to vedeti, da tudi če od tega minilo mnogo let, je še vedno to v nas. To je podobno, kot če bi jaz ta predalnik, ki ga imam tukaj zadaj, da bi odprla en predal, pa vstavila noter, naprimer, kje po blata, pa zaprem to in pustim 1 leto, 5 let, 2 leti, 10 let, 20 let, 30 let. Kaj mislite, a bi po 30 letih, če nikoli tega ne odprem, a bi še ta kje pa blata vedno bila noter? Ja, seveda bi se malo spremenila, postal bi prah, ampak ostalo bi noter. In podobno je tudi pri nas, kadar stvari doživimo v preteklosti na tak način, te stvari vse ostanejo v nas. Ne moramo reči, da je to v neki fizični obliki, bolj v neki energijski obliki, ampak mi to fizično čutimo. In kdaj bi se v bistvu sploh lotili reševati svoje stare travme, kdaj bi to sploh odpirali? Preprosto takrat, kadar čutimo, da nam začenjajo tiste občutki iz preteklosti nagajati. Preprosto takrat, kadar čutimo, da svojo logiko ne moramo več obvladovati svojega življenja, da je en del nas močnejši od nas in nas preplavi, nas vodi nekam, kamor sploh nočemo iti. Dobrodošli vsi, ki se mi pridružujete tukaj v živo, ki me poslušate, lahko kaj napišete, komentirate, torej današnja tema malo neprijetna, ampak je prav, da pogledamo resnici v oči, torej tema je, kako v bistvu pozdraviti travme iz preteklosti. No, in kdaj bi se torej tega lotili? Takrat, kadar čutimo, da nam začne nagajati, kadar je tega toliko preveč, da začne vplivati na naše bodisi odnose, bodisi, da smo nervozni, živčni, da znorimo nad ljudmi, ali pa takrat, kadar čutimo, da nekako nimamo, da nas kar nekaj boli, pa nam zdravnik nič kaj ne najde, pa vse preiskave pokažejo, da smo zdravi, a naše telo je v krču, v napetosti, v bolečinah, neznano zakaj. Ja, je znano zakaj. Zato, ker je pač toliko nekih stresnih situacij se nabralo v nas, v nekem energijskem sistemu telesa in naše telo vse ve, naše telo se vse zapomni, naše telo vse čuti in te travme zdaj postanejo del nas, vgrajene so v nas. Ja, in kako jih čistimo, kako se v bistvu tega lotimo?
najprej moramo razumeti tudi, kaj pomeni beseda travma. Lahko je travma nek stresen dogodek, lahko je to res težke stvari, ki jih doživimo, mogoče celo kot otroci, lahko je to kako nasilje v družini, lahko je ločitev staršev, ki otrok doživi kot nekaj res, kot da se njegov svet razdelil na dva dela in je on padel vmes kot en prepad, izgubi otrok občutek varnosti. Lahko se zgodi, da je to pač res nekaj, bog ne naj, spolna zloraba ali pa res res težke stvari. Lahko so pa travme ali stresne situacije tudi nekaj takega, kar mogoče na prvi pogled ni tako, bi rekli, iz stališča odraslega tako travmatično. Ja, vidim, da je današnja tema zanimiva, spet dobrodošli tisti, ki ste tukaj z mano. Zdaj se ravno pogovarjamo, kaj so v bistvu sploh travme in kako jih opredeliti, kaj to pomeni za nas, ne? Kateri dogodki bi lahko bili. Ravno danes sem se pogovarjala z enim gospodom in je rekel, pa se ni bilo nič traumatičnega. Bil je samo občutek, da ko sem gledal nekoga sovrstnika kot najstnik in sem ga gledal in sem čutil, joj, njega zafrkavajo, moram se narediti, da ne bodo mene. In to na zunaj ni neka travma, je pa vseeno nek strah, je strah pred zavrnitvijo, strah pred nesprejemanjem, strah pred kritiko, strah pred nesprejetostjo, to je vseeno strah, to je vseeno občutek, ki se je v tega gospoda upisal, ko je bil najstnik in danes po 20-30 letih, je ta občutek še vedno v njem. In zaradi tega, ker je on želel biti drugačen od tega vrstnika, se je želel dokazovati, je želel preprosto biti drugačen in zaradi tega je razvil močno željo po dokazovanju, močno željo po ustvarjanju zunanjega supervtisa, močno željo po nekem priznanju in močno aktivnost seveda po priznanju. In ta močna aktivnost jo je v bistvu poganjal njegov strah. Strah pred zavrnitvijo, strah pred tem, da ni dovolj dober, strah pred tem, da se bodo norčevali iz njega, strah pred tem, da bi kdo videl njegove šibke točke. In zaradi tega on vse na zunaj gradil, se boril, garal, dosegal do svojega 35-40 leta. In kaj se takrat zgodi? Ja, takrat pa celo telo ga začne fizično boleti. Zdravniki nič ne najdejo, njega celo telo boli. Zakaj? Ker je povozil sam sebe, ker je ta njegova aktivnost, ni to aktivnost poganjal njegov entuziazem, navdušenje, ampak njegovo aktivnost je poganjal močan strah. In tudi to lahko, ne moramo mogoče to imenovati travma, ampak je gotovo nekaj, kar je vplivalo na njega. Ali pa nekdo mi reče, pa sej, jaz sem imela lepo otroštvo, ljubeče starše, v šoli mi je šlo dobro, ni bilo nobenih travm. Hvala Bogu, ampak lahko so bili pa občutki, da moram vsem ustreči, da moram biti popolna, da moram biti tista pridna punčka, ki zadovolji vsa pričakovanja, ki vse naredi tako, kot drugi hočejo, ki sploh sebe več ne sliši, ki pozabi na sebe, ki pozabi na to, kako se počuti in preprosto začne izpolnjevati ukaze, navodila drugih. In v bistvu ne čuti lastno vrednost samo takrat, kadar drugim ustreže. Čuti lastno vrednost samo, kadar so drugi okoli nje srečni. Čuti lastno vrednost, kadar ona vpliva na čustva drugih pozitivno. In to so vsi neki vzorci, neki mehanizmi, ki se podzavestno začnejo graditi, tudi če nismo imeli travmatičnega otroštva, ampak če smo se oblikovali, to je bila recimo moja zgodba, biti pridna punčka, ustrezati, biti pohvaljena, doseči nekaj, ampak mene to not ni bilo. In pri 30-ih se mi je ves ta svet sesul prah, ko sem začela se spraševati, kdo pa sploh jaz sem, kaj pa si sploh jaz želim, zakaj pa jaz dosegam stvari in izpolnjujem pričakovanja vseh drugih, kje sem pa jaz? In potem se moram reči, da sem se kar dolgo iskala, da sem iskala svojo lastno identiteto, kdo sem jaz in kaj si jaz želim, jaz. Ne to, kaj družba želi, kaj družba pričakuje, se tebi gre pa dobro, se tebi pa uspeva, se ti si pa pridna v šoli. Nekje, ko odrastemo, se nam nekje tukaj nekaj se nam sesuje, nekaj zgubimo. Zakaj? Ker vse te aktivnosti je poganjala moja nesigurnost, moj strah, in želja, da sem svojo lastno vrednost gradila s tem, da ustrezam drugim.
In v nekem trenutku, ko zrastemo, bodi si gospodje, bodi si gospe ženske, ko pridemo v neka zrela leta, ne, pride tudi čas, da tu nekako naredimo balans, da tu deklico v sebi stisnemo, pa se vprašamo, mala, kaj si pa ti v resnici želiš, ne kaj drugi želijo, ne, kaj pa ti želiš, pozabi na to, kaj bi okolica želela, kaj si ti želiš. In da se počasi navadimo slišati, kaj si jaz želim, in da začnemo živeti iz teh svoje notranje strasti, iz tega svojega notranjega občutka, wow, to je prava pot, da začnemo slediti občutkom v smislu, da sledimo nekemu notranjemu vodstvu, ki ga čutimo, tudi ko začnemo imeti duhovno prakso, začnemo dobivati neke tako inspiracijo, navdih, da začnemo temu služiti. In to je čisto slediti. In to je čisto nekaj drugega, kot da nas poganja strah. Strah, ki je lahko res bil nek neprijeten dogodek, lahko da je bilo težko otroštvo, lahko da je bil celo kak alkohol v družini, veliko nesigurnosti, pomanjkanja občutka varnosti, čeprav fizično je bila varnost, lahko smo imeli najlepšo hiško, v kateri smo živeli, ampak če se nismo čutili varne, pa ni treba ves čas, pač v nekih situacijah, je to tisto, kar nas spremlja in v odrasli dobi je prav, da se temu pogledamo v oči, pogledamo v obraz, da se lotimo tega in da te stvari v bistvu začnemo spreminjati. In da se nekako v teh odrasli dobi, v zrelih letih, da rečemo, ok, zdaj pa jaz resnično želim živeti ne več po nekih vzorcih, ne več na avtomatskem pilotu, ne več tako, kot je bilo pričakovano, ko sem pač otrok bil, ampak želim živeti tako, kot jaz zdaj danes čutim, da je zame prav. In če želim res utrditi svojo pot in slediti tistim pozitivnim občutkom in navdihu in svoje strasti in svojemu navdušenju, potem se bo strah od preteklosti oglasil. In potem se bo te travmice pokazale. In potem je prav, da jih pogledamo pa rečemo, ok, želim se soočiti s tabo, želim te razumeti, želim te objeti, želim te imeti rada, želim te sprejeti in želim te stvari razčistiti. In zdaj bi vam eno lepo slikco pokazala, risbico iz moje te prve knjige, Tapkanje, odpravi negativne misli in občutke. Takole, trajno premagajte anksioznost. Anksioznost je samo kolekcija nekih neprijetnih občutkov iz preteklosti, ki se lepo nalagajo, dokaj ni tega toliko, da že težko funkcioniramo. Samo sekundico, da najdem to sliko, ker bi vam res rada pokazala, ker je krasna ilustracija, kako lahko mi presežemo, oziroma kako lahko pogledamo na te travme. Samo da najdem. Zdaj ravno sem se spomnila, da bi bila ta slikca tista, ki bi jo lahko. Torej, ja, pojavijo se strahovi in te strahove je potrebno rešiti. Poglejte, in na prvi pogled izgledajo ti strahovi takole, upam, da prav dobro vidite, torej vidijo kot neka velika pošast, neka travmica iz preteklosti, ampak na prvi pogled izgleda tako mogočna. In mi se tu počutimo, lahko se obrnemo stran, sklonimo glavo in se delamo, joj, to me je premagalo in imamo občutek nemoči. In ta občutek nemoči je v bistvu prirojena stvar, priučena stvar, to nismo mi, to je samo smo se naučili tega. Lahko pa zberemo moč, se soočimo in potem, ko mi pogledamo na to našo travmico, na ta naš strah, lahko se nekaj zgodi in to vam bom zdaj v naslednji sliki pokazala. Poglejte, to je pa tisto, kar, ko pogledamo na te stare občutke iz preteklosti, to sliko sem vam želela pokazati, to risbo, ko pogledamo na svojo travmo, tako kot ta na tej risbi gleda, in jo vidimo ne več kot nekaj mogočnega, kar nas premaguje, kjer nič ne moremo, ampak ljubeče pogledamo in s tem v bistvu vpliv te travme zmanjšamo. Vpliv katerega koli negativnega občutka iz preteklosti. Ključ je, da ga ne vidimo več kot neko ogromno pošast, ki nas lahko je, pred katero moramo skloniti glavo, ampak jo vidimo kot nekaj, kar ljubeče pogledamo, kar damo celo na roko in v nekem trenutku morda celo vzljubimo. In ravno te stvari jaz vedno delam na tej moje terapiji, na tem krasnem programu, ki se imenuje Srečna srečen, in vsi tisti, ki se čutite nagovorjene, vas toplo vabim, spodaj vam bomo dali link, kamor se prijavite za uvodni razgovor, če bi se želeli osebno z mano pogovoriti o vaši konkretni situaciji, če bi želeli konkretno dobiti vodenje čez te občutke, vodenje čez ta proces,
kako travmice eno za drugo reševati, kako eno za drugo gledati jo ljubeče in kako doživeti, da lahko v bistvu se tega osvobodimo. Vključena je seveda tehnika tapkanja, s katero se lotimo teh občutkov, s katero jo čutimo in s katero preprosto čistimo vse to, kar se je tekom let, desetletij nabiralo v nas. Tako da, ja, kako se lotimo travm, tako da jih ne vidimo več kot pošast, ampak da jih lepo ljubečo pogledamo, seveda pa večina ljudi tu potrebuje vodenje. Težko je tukaj samo nekaj na hitro povedati, težko je to v 10 minutah vam dati, nočem, da so moje nasveti nekaj čisto pavšalnega mimogrede, nekaj, kar boste rekli, ok, se sliši se fajn, ampak ne da se narediti. Torej, če resnično želite stvari rešiti, seveda, če imamo resne težave, rabimo resen pristop in potem imamo tudi resne rešne rezultate. In zato vas toplo vabim, da se prijavite na uvodni razgovor, ki ga spodaj boste dobili link in se lahko osebno pogovorimo. In v bistvu je to tudi povabilo v ta terapevtski program, terapevtski proces z imenom Srečna srečanj, ki traja 3 mesece, kjer ljubeče gledamo svoje travme, kjer se soočite in kjer te občutke vse lahko očistite. In kjer se lahko trajno rešite ali anksioznosti, ali panike, ali depresije, ali pač tudi močnega ljubosumja. To je česarkoli, kar je povezano z močnimi občutki. Torej, zelo toplo vam priporočam, če čutite, da je občutkov preveč, da vas obvladujejo, da pač to resno vzamete in da rečete, v redu, 3 mesece se želim s tem ukvarjati, 3 mesece želim se soočiti s tem, želim pogledati stvari, želim narediti eno čistko, eno generalno čiščenje za nazaj, sistematično, en dogodek za drugim. Tako da res vas vabim, prijavite se na uvodni razgovor in resnično lahko vaše življenje obrnemo okoli in ja, rezultati morda še, zakaj lahko dobite s tem, zakaj bi sploh se lotili tega, zakaj je to sploh pomembno? Pomembno je zato, ker ta naše bolečinsko jedro, kot tudi nekateri avtori in duhovni voditelji razlagajo, to bolečinsko jedro je tisto, ki v bistvu nas obvladuje. In zaradi tega bolečinskega jedra smo lahko skipljivi in lahko v bistvu negativno vplivamo na svoje otroke in se to prenašamo na otroke in to lahko res gre, tako kot je v preteklosti šlo iz generacije v generacijo, tako lahko gre še vedno od nas na naše otroke, na naše vnuke. Ampak zdaj je prišel čas, ko je res klic vsega, klic vesolja, klic življenja, da mi naredimo tu nek preboj, da naredimo neko mejo in da rečemo ne. Od mene naprej pa ne želim stvari prenašati na svoje otroke. Ne more biti popolna, ampak lahko, če ščistim svoje travme, preprečim, da bi podzavestno za svojo negativno reakcijo, ki jo sploh ne morem kontrolirati, vplivala na to, da se ta negativni svet prenaša na moje otroke, na moje vnuke in tako naprej. Torej, tudi to je, mislim, da je zdaj čas, da pač in s tem spreminjamo tok generacij, ko te naše travme čistimo, ko ne pustimo, da te stvari gredo naprej na naše potomce. Ker to je vse energija in to, kar mi živimo, to, kar čutimo, to je tudi potem vibracija, ki jo oddajamo. In to je tisto, kar nam življenje daje nazaj. In lahko nas te travme ovirajo ali pri naših lepih odnosih, lahko nas ovirajo zelo konkretno pri našem zdravju. In s tem, ko očistimo svoje telo teh težkih energij, ki so posledica nekega trpljenja, mogoče v otroštvu ali kasneje, s tem tudi olajšamo svoje telo, s tem takoj naš imunski sistem začne boljše delovati in s tem v bistvu lahko zelo, zelo pozitivno vplivamo na svoje zdravje. Ne morem reči, da lahko zdravimo vse bolezni, ampak lahko na katerem koli področju, kjer zdravstveno smo šibki, lahko zelo veliko prispevamo, da se naše zdravje bistveno izboljša. Se pravi, na tem področju, lahko smo tudi na področju financ, na področju poslovnega uspeha, na področju uresničevanja svojih ciljev, na področju uresničevanja svojih sanj, svojih namer, tega, kar želimo doseči. Vedno, ko bomo želeli nekaj doseči, ko bomo čutili, kako si nekaj želimo, nek svoj cilj, in bomo hkrati en del nas vedel, jaz sem to sposobna doseči, ampak se bo drugi del nas
tista pošast mičkena, ki bo mogoče postala večja, se bo oglasila, pa bo rekla, ne. Saj veš, da ne moreš, saj veš, da ti ne bo uspelo, saj veš, da je težko in takrat gre za bitko, kdo bo zmagal. Ali bo zmagal tisti naš pozitivni del, ali bo ta mala naša pošast nas ujela, pa bomo rekli, pa saj mogoče sploh ne rabim tega, ne. In bomo kot tista lisička, ki proba doseči grozdje, pa ga ne doseže, pa reče, saj grozdje je kislo. Poznate to? Mi vedno z logiko upravičimo to, kar v bistvu v sebi čustveno čutimo. In zato je res pomembno, in če kdaj, potem v teh časih pomembno, da si priznamo svoje občutke in ampak hkrati, da jih ne vidimo kot eno veliko pošast, ampak da jih vidimo nekaj, kar rabi našo ljubezen, našo pozornost, naš čas, našo energijo in da to malo pošast pobožamo in počasi spustimo iz svojega telesa. In ta terapija Srečna srečam je ravno zato, da vas tukaj vodi, da vas vodim, da ne boste zato rabili 10 let, ampak samo 3 mesece. Tako da, če se čutite nagovorjeni, ste dobrodošli, da se še osebno z vami pogovorim, sicer pa se še kdaj vidimo na tem Facebook Live-u, si kaj pišemo, ostajamo povezani in vse dobro vam želim, lep večer in srečno.